Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj krasna gostja Jasmina Kandorfer. Tudi sama je zdravstveni delavec in se je odločila zavestno, da v tem sistemu ne bo delala. Se lahko pomaga drugače na način, da ljudi ozavešča o preventivi in jih opolnomoči na način, da sami poskrbijo za svoje zdravje. Z nahrbtnikom je prepotovala svet in se povezala z različnimi plemeni, ljudstvi po vsem svetu, od katerih se je učila tradicionalnih znanj. Je avtorica knjig Kako živeti v obilju, Darilo teme, Sporočilo iz druge galaksije in nekaj 10 e-priročnikov iz področja pomlajevanja in hormonskega ravnovesja, kar je tudi njena specialiteta. Je izvršna producentka in lastnica blagovne znamke Klepet ob kavi, kjer nastopa v mnogih vlogah, včasih čistilka, producentka, predavateljica, voditeljica in še mnogo drugega. Podjetje vodi povsem drugače kot večina lastnikov, predvsem je vodja, ne šef, in njena naloga je, da inspirira ljudi, ne da jih izkoristi. Sicer pa živi v leseni hiši sredi ničesar na skrivni lokaciji, kjer diha čist zrak in pije vodo iz svojega izvira. Je ekološko, živi brez Wi-Fija in je biohacker. Pred letom je tudi rodila doma. Torej znanje, ki ga ima, tudi živi. Zakaj se je odzvala mojemu povabilu? Želi predvsem gledalca spodbuditi k temu, da sledi sebi, svojemu talentu in prevzame odgovornost za lastno zdravje. To je ključ. Počaščen sem, da je danes v naši družbi gospa Jasmina Kandorfer. Dobrodošli, pozdravljeni še v zadnji oddaji sezone, oddaji Prebujeno srce Slovenije. Začeli smo z igralko in voditeljico Zvezdano Mlakar, zaključujemo pa tudi z voditeljico Jasmino Kandorfer. Dobrodošla, pozdravljeni. Hvala. Kako si kaj dogaja? Jaz imam zmeri isti odgovor. V redu pa še na boljš kaže. Super. In resnica je, da zmer na boljš kaže. Tako da dejansko, ja. Bravo. V napovedniku sem napovedal dejansko, oziroma sem povedal tudi, da živiš na eni skrivni lokaciji, da v bistvu vse to, kar učiš, tudi živiš. Mogoče nam kakšno besedo na to temo malo poveš. Ja. Kaj ne rečem? Ne vem, practice what you preach je ena izmed, takih stvari. Meni se zdi, da je to, ne da je to pomembno, ampak meni se zdi to samoumevno. In pravzaprav me preseneča, ko vidim, kako ljudje znajo pridigati, znajo govoriti, kako smo vedno bolj pametni za druga, kakor za sebe, sami pa dejansko tega ne izvajamo. In zdaj sama vidim, kakšen krog v življenju sem naredila. Z vsemi izobraževanji, z vsemi potovanji, z vsemi spoznavanji različnih koncev sveta, pa vsega ostalega. Vidim, pri čemu sem. In veš, pri čemu sem? Je pri osnovah. Torej, kakšen zrak dihaš, kakšno vodo piješ, kakšno je tvoje okolje v smislu, a je obremenjeno, a ni obremenjeno z vsemi tistimi nevidnimi zadevami, ki niso nič ezoteričnega, pač pogledaš, vidiš Wi-Fi in vse ostale zadeve. Se pravi, čist nazaj k osnovam. In ko imaš to osnovo poštimano, v bistvu nič druga niti ne rabiš, ne vem, kaj še potem delati. In to je tisto, kar jaz sama želim živeti. In to, kar sama tudi živim. Se pravi, pijem vodo iz lastnega izvira, ki je krasna, super, fina, fajn in to je tista osnova. Diham zrak, ki je čist, bolj kot v mestu seveda. In to je tisto, kar ti je dejansko osnovno. Tako da meni je to pomembno. Meni je to zelo pomembno oziroma mi je samoumevno. In to, da živiš, kar govoriš, je tudi zame najlažje, bom rekla. Ker jaz delam veliko stvari, ker me veliko stvari zanima, rada jih raziskujem in tukaj ostanem v tej svoji iskrenosti. Ostanem v temu dejansko, kar sem. Kaj ti? Če bi jaz mogla dati masko gor, pa različne filtre, kaj sem v tej vlogi, kaj sem v uni vlogi, zdaj pa moram biti to, zdaj pa moram biti uno, pa tretje. Pač ne bi imela energije dost. Absolutno. To te utrudi, ne? Utrudite. Ja. To te ziher utrudi. In pač če nimaš mask, če si pač brez filtra... Bodi to, kar si, ne? Ja, je lažje. Lažje je živeti, no? Bolj pretočen si dejansko. Ker vidim tudi sama stvari, ki mi grejo na živce, ki jih ne maram recimo početi. Vidim, koliko energije izgubim. In potem rej tega sploh ne počnem. Absolutno. Ja. Zakaj bi izgubljala energijo za nekaj, kar pač ni to, ne? Tako. Se pravi, to ne pomeni, da zdaj delaš v življenju samo tiste stvari, ki so ti fajn, seveda pridejo bolj, ampak
najdeš način, najdeš svoj način. Recimo pri podjetju, ki ga vodim, to pomeni, da ne vem, moje računovodkinje imajo dejansko štempelj z mojim podpisom in one urejajo birokracijo in papirovje in vse ostale stvari, zato ker meni uteka energija tukaj. Svojo energijo pa rejdem v tist, kjer jaz čutim svojo poklicanost. In tam, kjer si pa dejansko poklican, tam pa šiba na polno. Tam pa lahko rasturaš, ne? Z oddajami Klepet ob kavi 7 sezon že. Koliko gostov je že bilo? Čez 3000 zagotovo že, no. 3000 gostov, wow. Ja, različni. Pa je že številka. Je. Kateri gosti so ti največji izziv mogoče? Mogoče so mi največji izziv gostje, ki ne poznajo oddaje Klepet ob kavi in ne poznajo našega stila, ne poznajo naše misije, ne poznajo tega, kaj dejansko mi smo. In takih gostov je kar nekaj. Se pravi, to so gostje, ki gledajo, povabili so me nekam na televizijo. Televizija je orodje za manipulacijo, se pravi, govorijo laži, imajo gor maske in vse take stvari. Se pravi, neke take predsodke, to so ponavadi prebujeni ljudi, ki dobro vidijo. In taki so mi izziv, zaradi tega, ker pridejo, oziroma že, ker se pogovarjam z njimi, a bojo sploh prišli ali ne bojo prišli, moram dejansko jim prikazati, oziroma ne prikazati, oni morajo začutiti. Morajo dejansko začutiti. In potem, ko začutijo, so v bistvu presenečeni. In pridejo čist z drugo frekvenco in pridejo čist na drugem nivoju, ker vidijo, da vendarle ni to. In to mi je tudi nekaj, kar je zelo zanimivo. Ti prvi vtisi. Ko zmeraj govorimo, zanaši se na prvi vtis. Ja, sedaj se, sam dostikrat se pa lahko pošteno zmotimo, sploh, ko pademo v to obsojanje. Tako je. In jaz sem bila v tem zelo dobra. Še zdaj včasih, priznam. Ja, včasih pademo v vibraciji, ne? Tako da je pomembno, da dvigamo vsak dan, vsak trenutek, praktično vsak vdih, vsak izdiha. Ne? Ja, vsak na svoj način. Tako, ja. Kaj ti še uporabljaš od teh tehnik, recimo, ne, na sebi? Poleg tega, kar smo že povedala. Narava pa to. Upoštevanje cirkadialnega ritma. Sama menim, da je to neka osnova in zelo pomembno za vsako žensko. Se pravi, cirkadialni ritem je zdaj fancy beseda, kaj nekaj let nazaj je bila celo Nobelova nagrada na to temo. V osnovi gre pa za neko bioritemsko uro. Ti to zelo dobro poznaš kot zdravnik, se pravi, vsak organ ima nek svoj čas in to so tudi ugotovili, ker so operirali, recimo, ne vem, vranico v določenem času, kako se je dejansko odzvala. In sama živim po cirkadialnem ritmu. Kaj to pomeni? To pomeni, da se zbudim med 4-5 uro zjutraj in tam do 7 je čas debelega črevesja, se pravi, takrat je najbolj optimalno, greš kakat. Potem od 7 do 9 je čas želodca, to je najbolj primeren čas, da dejansko si privoščiš zajtrk. Seveda je prej še telovadba. Telovadba, ki jo delam, je zelo različna. Joga, tai chi, qigong, mogoče tudi kakšne druge klasične vadbe in pa ples, ki ga obožujem, se pravi ta čist intuitivni gib ob dobri glasbi. Potem pa naprej, se pravi, dopoldan je čas vranice in to je čas, kjer imamo največ tudi te decisive energy, se pravi energije odločanja, se pravi odličen čas za sestanke, za vse ostale stvari. Potem ob 12 si načeloma vzamem nekaj minut zase, ali gremo v naravo, ali malo pomeditiram, kakorkoli, zato da se uravnovesite te energije yinga in yanga in potem popoldan naprej. Zdaj ob 19. uri načeloma neham z ekrani, kar pa, če že ne delam tega, imam vse rumena očala gor, to pomeni, da blokiram modro svetlobo, ki moti kasneje hormone. Do 21. ure sem absolutno že v posteli in že v tem procesu umirjenja. Torej, da slediš cirkadialnem ritmu, ker kaj narediš s tem? Ne samo, da si enormno povišaš svojo produktivnost, ampak hkrati tudi uravnaš vse svoje hormone.
In pri ženski je to zelo pomembno, ker me ženske se veš, ne. Ena ženska so 4 ženske v bistvu. Nihajo zelo, ja. Ja. In na takšen način potem gre vse skupaj lažje. In ko imamo mi podprte hormone, ta naš orkester, potem je wow, vse je dejansko boljš. In lepota, in vitalno zdravje, energija za delo, za vse ostale stvari. Tako da ja, predvsem to, ampak to ni neki novodobnega, to so znanje, ki so tisočletja znane. Starodavna znanja, ne? Mislim, to je živali tako živijo. Pa poglej, a gre srna ponočvat, a gre srna na parti? Ja, ne gre, ne? Ja, gre spat. Tako, kdaj se dejansko zbudi? To, pač ta ritem. In ta ritem lažje vzdržuješ, če živiš blizu narave. Če živiš ob gozdu, jaz skoraj v gozdu dejansko živim, a ne? Lažje ti je, zaradi tega, ker to vidiš. In tudi recimo, jaz zelo malo elektrike pokurim, ker skoraj da nimam vžganih luči. Ker kadar je tema. In telo to dejansko, res potrebuje. Take stvari, pa recimo, da spim v popolni temi. Ja, zaradi melatonina, ne, zelo pomembno. Tako, Ja. ker, a veš, finta je, če ti zvečer kortizola dosti ne znižaš, ne bo prišlo do melatonina, če ne bo prišlo do melatonina, ne bo prišlo do rastnega hormona, ojej. In imaš celo štalo z medo. Celo štalo. Ja. In potem je zanimivo, ker jaz dosti poučujem o hormonih Si ženske. specialist tukaj, ne, na hormonih praktično? Mislim, Ja, specialist. zdravnica, ne. No, ampak- Rada poučujem to. In potem je finta. Velikokrat pridejo na moje vikende za dušo ali pa na seminarje pridejo ženske, ki ful denarja zmečejo za drage kreme, Ja. za ful huda, ne vem kakšna prehranska dopolnila in seveda za ne vem kakšne shaperje in ne vem kaj že vse, ki te oblikujejo in tako naprej. Skratka, ful so pripravljene za to narediti, pa trpeti pri kozmetičarki, pa hoditi na nategovanje, ne vem česa vse, pa dati ful denarja za različne operacije in tako naprej. Ma niso pa pripravljene iti pravi cajt v poslo. Pa si zadekati dol okna zato, da bo imele popolno temo. A veš, kako je to smešno? Ja, tiste Res je osnovne smešno. stvari zelo enostavne, ne. Ja. A veš, in gremo ful nekam gremo na 85. korak. Baze ne bomo naredili. Torej, graditi hišo pri temelju, ne, zato da se Ja. ne bo podrla, ne. Ja. Okay. Tudi sam veš, recimo, tudi ti si imel veliko že zdravilcev, terapevtov, takih in drugačnih. Vsi ti bojo isto povedali. Ni problem, da smo mi tukaj blokirani. Problem je, da smo mi, da nismo Spodaj. prizemljeni. Ja, točno to. In To je osnova, ja. Tukaj Bova je key. nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna Jasmina Kandorfer, govoriva o hormonskem ravnovesju, a ne, in ko sva že pri tem, ne, rodila si doma, je tako. ja, to se čist povezuje z hormonskim ravnovesjem. Tako. To je, lahko bi tudi tako rekla, ne, zdaj, če se malo pohecam. To je dokaz, da imam res veliko pojma o hormonih, zaradi tega, ker porod doma je čist naravni, resnično najbolj naravni proces, ki ga 100% opravijo hormoni, če jim to pustimo, pa če jih sploh še imamo. V tem smislu, da jih z vsem zadevam, ne, v tem svetu, toksičnim in tako naprej, nismo čisto zablokirali. Tako da, ja. Kako je bila ta izkušnja? No? Porod doma je nekaj, zaradi česar me ljudje vidijo kot pogumno žensko. Kar je popolnoma drugače, kot jaz vidim zadevo. Jaz vidim, da je porod doma nekaj, kar naredi ženska, ki se boji iti v porodnišnico. In pri meni je bilo definitivno to tako. Porodnišnica ni nekaj, kar bi meni vzbujalo zaupanje. Sama sem delala na različnih inštitucijah, videla sem, kako funkcionira zdravstvo. Krasni ljudje delajo v zdravstvu, ampak sistem ni narejen za ljudi. Sistem je narejen za sistem, zato da funkcionira. In porodnišnica ti ne more nuditi tisto, kar sem jaz želela. Zdaj pa, imamo pa ženske, ki se bojo najbolj varno počutile v porodnišnici. In bi bile najraje od 6. meseca naprej v porodnišnici, da bojo pripravljene ziher, ko bo voda odtekla ali pa se bo karkoli začelo. Vse zrihtali drugi, ne? In take morajo iti v porodnišnico. Ja, rabijo to. Take morajo iti v porodnišnico. To je enkrat ena. Jaz sem pač drugače tukaj čutila in sem pač to naredila. Zaradi tega, ker
Določene stvari, ki jih moraš zagotoviti porodnici, če hočeš, da njeni hormoni, osebni hormoni to speljajo, so tišina, so tema, so dejstvo, da imaš okrog sebe samo poznane ljudi, s katerimi si res povezan. Tega v porodnišnici nimaš. Zakaj? Uletavati folk, ki ga ne poznaš, ni tišine, vse je tam trušč in grušč, nikoli ne veš, koga boš dobil. Močne luči so, zenica je direkt povezana z materičnim vratom, kar se odpiranja in vsega tiče. Tam si številka na nek način in ti imaš določen čas, da rodiš, in če ne boš, ti bojo dali dopinge. Doma imaš ti vse, kar hočeš na tem svetu. Sam si pripraviš svoj prostor in enostavno pustiš telesu, da naredi. Najbolj pomembna stvar pri porodu doma je najbolj pomembna stvar v življenju. Do not interfere. Ne se vmešavati. Pust life naj teče. In tudi porod potem teče. Teče in je bilo lepo, ne? Ja, bilo je definitivno lepo. Sem se pa tudi konkretno pripravljala na to. V tem smislu, da sem se povezala s sabo, da sem se povezala z okoljem, da sem predvsem, da sem koncept, da je bolečina nekaj, kar me ogroža, da sem to preobrnila. To ni bolečina, ki me ogroža, porodna bolečina, ampak je useful, torej je koristno. To pomeni, da smo bližje temu, da se dejansko mora dogajati. In da ne bežiš stran od tega, ampak da dejansko greš noter v to in se prepustiš. In potem lahko odide. Ja, in res zelo, zelo močna izkušnja. Jaz sem tudi napisala celotno zgodbo kreacije, ker spočetje je bilo zavestno, nosečnost je bila zelo ozaveščena in vse te stvari sem zapisala za vse druge ženske. Tako priročnik je brezplačen na Klepetovi spletni strani in prebrali ga je že 10.000 žensk in sem zelo hvaležna, da lahko dam te informacije naprej, ker tukaj jaz čutim, da je moja vloga v Sloveniji, da te informacije dam naprej, se pravi, da sem neko stičišče tega, da dam naprej in svoje in hkrati tudi ostale. Zato si tudi seveda bil ti v moji oddaji, ker delaš rastor na tem področju, ker koncepte dejansko preobračaš, zaradi tega, ker ljudje odpirajo srce, vidijo stvari drugače, vidijo te v različnih vlogah. To je to. Mi dva sva iste pasme. Tako je. Ja, skupaj smo močni, ne? In ko se združimo, potem lahko že delamo. Ne? Ampak a ti čutiš, koliko je v zadnjih parih letih, sploh pa v zadnjem letu, kako je močno obdobje povezovanja? Ja, noro je zdaj, res. Kar prihajajo ti ljudje dejansko, ki vibrirajo na podoben način in se samo delajo in se tkejo nove zadeve. In to je, jaz sem ful hvaležna za to. Jaz tudi, ja. Končno je prišel ta čas, ne? Ja. Da lahko sokreiramo skupaj nekaj dobrega za Slovenijo in potem širše, ne? In vse, kar moramo narediti, je to, da smo sproščeni in spontani. Tako ne, to je to, ne. Kako ti ohranjaš to sproščenost, spontanost, razigranost, ne, kar je tudi tema te oddaje? Dejansko s tem, da ne skrbim za svojo javno podobo. Pač sem to, kar sem. Delam bedarije, velike bedarije. Divjam, sem to, kar sem. Ne gane me, resnično ne gane me, ker ne dajem gor mask. In zaradi tega, ker ne dajem gor mask, sem pretočna, sem sproščena, sem dejansko spontana. In ta spontanost meni zelo veliko pomeni, kajti jaz ne bi mogla živeti v svetu, da bi mi nekdo rekel, kdaj grem na dopust, kdaj bom to, kdaj bom ono, kdaj bom tretje. Pač jaz imam rada to, da sem spontana. Ker kar sem ugotovila, ker si ti strateško vpet v life, se pravi, danes je ponedeljek, v ponedeljkih ob torkih in tako naprej. Kje je zdaj tle prostor za to, da bo vstopila sinhroniciteta, da ti bo poslala tega človeka, poslala to priložnost, to možnost. Sej se bo našla pot, ampak verjetno na tak malo bolj nasilen način, ne? Kadar smo pa mi spontani, kadar smo pa mi sproščeni, kadar pa mi, ker life nam, v mojem modelu sveta, life nam cel cajt sporoča stvari, skozi nam kaže, daj pet tja. In zgodila se mi je ena stvar, ko sem bila stara
19 let. Šla sem od fanta in imela sem možnost, da grem od njega do doma po 2 poteh. Isto kilometrov, isto. A ne? In meni reče glas, tako res močno mi reče glas, pejt po tej desni poti. In jaz sem na glas sama sebi rekla v avto, zdaj grem pa za nalašč po levi strani. In grem jaz po levi strani. In 1 kilometer do doma meni uide nadzor avtomobila, ki je bila neki spolzka cesta. Skratka, letim iz ceste, naredim 2 loopinga v zraku in z avtom pristanem na strehi. Zbudim se, vidim, da dejansko visim, s pasom pripeta, da visim dol, se odpasam, odprem vrata, grem peš domov in razložim, da sem imela prometno nesrečo, da ne grejo pogledati, zaradi tega, ker sem imela prometno nesrečo. Me gledajo starši doma, kva? Če si čist cool, si čist v redu. Ko so videli avto, so me dejansko samo na urgenco peljali, kjer mi ni bilo nič, mene ni nič bolelo. Ampak potem, ko sem poštudirala za nazaj, jaz sem bila uvita res v eno tako belo svetlobo in tako veliko je bilo na ključih tistega dne. In takrat sem si pa potem dala dopovedati, da bom jaz res sama sebe poslušala. Ker če ne bom, vidim, da... Opozorilo, ne? Ja, tako da tisto je bilo tako zelo konkretno opozorilo že pri 19 in potem je sledilo še neskončno veliko čudnih in nepredvidljivih odločitev. Zaradi tega, ker pač, si sproščen in tudi nimaš takrat blokad po telesu. Se pravi, si tudi bolj zdrav. Ker te drobne mišice niso zakrčene. Tako. Niso zakrčene. Wow! Torej, poslušati sebe, svoj notranji glas, intuicijo, to je tisto, ki nas pelje na pravo pot potem. Ja. Definitivno. Kako si pa začela s klepetom? Kako je bila ta zgodba še pred oglasi? To je predolga zgodba za pred oglasi. Predolga. Prej si bila na radiju tudi, ne? Ja, mislim, jaz ugotavljam, da me je celo življenje pripravljalo na ta projekt, ker je bilo zelo nerazumno. Jaz sem bila v srednji šoli sem začela delati na radiju in srednja šola moja je bila ekonomija. Iz ekonomije sem jaz potem rekla, da grem študirati zdravstvo. Kaj? Zdaj to? Kaj? In še vedno na ekonomiji sem bila briljantna maturantka, gospodarstva, ne vem kaj še vse, jaz grem zdravstvo študirati, nič jasno. Potem doštudiram zdravstvo, vmes sem seveda začela delati že na televiziji in vse te stvari. Nič mi ni bilo jasno. Hkrati me pa je zanimala duhovnost, pa osebnostna rast, pa ezoterika, pa vse take in drugačne stvari, pa potovanja, pa tako. Kako gre to skupaj? In danes pri projektu Klepet ob kavi rabim vse to. Jaz vodim podjetje, kar pomeni, da rabim znanje iz gospodarstva, iz ekonomije. Hkrati se lotevam zdravstvenih tematik. Rabim znanje iz področja zdravstva, zaradi tega, ker rabim to. Rabim prav tako izkušnje iz celega sveta, zaradi tega, da vidim, na kakšen način bom približala določene tematike, kaj se v svetu dogaja, kaj je tisto, kar je v ospredju. Skratka, vse te neke veščine, talenti in želje so v bistvu prišle skupaj. Ampak na kakšen način? Samo, da sem sledila svojemu srcu. Tako je. Zaradi tega, ker vse je bilo nelogično, meni je tudi bilo nerazumno. Pa me to zanima, pa me to zanima, pa me to zanima. Ja, ampak jaz bom temu sledila. Ampak na koncu mi je vse sestavljalo. Vse se sestavljalo. No, na koncu. To je šele začetek. Začetek, ne? Boris bi rekel, šele začenjamo, najboljše šele prihaja. Ja. Tako da hvala, bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Dobrodošli, pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna Jasmina Kandorfer, ki je tudi avtorica 3 knjig in sicer Kako živeti v obilju. Je ena knjiga, ki jo bova tudi danes podarila nekomu, ki bo nepravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Druga knjiga Darilo teme in pa Sporočila iz druge galaksije. Kako je prišlo do teh knjig, mogoče najprej za začetek? Moram reči, da jaz zelo hitro pišem. Zelo hitro pišem in ponavadi pišem, kadar sem na letalu. In ker je moje življenje polno dolgih letalskih letov, zelo hitro nastanejo knjige. Zdaj pa, mislim, čisto odvisno, zmeraj izhajam iz sebe, nikoli v življenju nisem prišla do trenutka, da bi rekla, jaz
sem pa zdaj eno knjigo napisala. Kaj bi pa pisala? Ampak je zmeri prišlo do tega, o moj bog, če jaz tega ne bom zdaj napisala in dala ven iz sebe, me bo razgnal, razstrelil me bo. Jaz to moram. In prav spomnim se, ko me enkrat partner, ko me je snemal na letalo, ko sem jaz, ker imam zelo dober fokus. Kot otroka sta me starša učila, da naj se učim in berem na truščo in gruščo, zaradi tega, da bom razvila dober fokus. In jaz se lahko fokusiram kjerkoli hočeš, lahko je ful direndaja, ne. In padem noter v svoj flow in ko padem noter v ta tok, se lahko po 8-9 ur brez prestanka, takrat tudi nulet ne rabim iti, ampak padem noter in samo tipkam. Tako da, ja, zgodi se takrat, kadar je dejansko nuja. Zdaj, Darilo teme je nastala, ker sem bila na enem potovanju po Borneu, pa potem tudi na Baliju, kjer sem bila ravno v obdobju, torej tam sem bila dober mesec in v tem dober mesec je bilo 100 potresov, med drugim tudi ta najhujši. In knjiga, ki se je pisala, je bila Darilo teme. Zanimivo. Veš, ono, ne? Se pravi, kako prepoznati, da vso sranje, ki se nam dogaja v lifeu, je v bistvu dobro za nas. Se pravi, vse, kar se nam zgodi, je darilo, zavito lahko v boleč celofan, trpeč, boleč celofan, ampak če ga odpremo, vidimo, da dejansko je darilo. Ker vsak, ki tudi tale trenutek gleda, če se spomne za nazaj, nekaj ful slabega, ki se mu je zgodil, danes lahko že morda vidi, zakaj je bilo to dobro. Vse je za nekaj dobro, vse je za nekaj dobro. To drži. Tako da ja. Super, super. Torej, ta knjiga je v bistvu darilo, ne? Darilo, da ljudje prebudijo tisto speče v njih, mogoče, ne? Pa ne bi rekla, da prebudijo, samo da razumejo, da niso rojeni pod nesrečno zvezdo, da niso reveži, da niso bogi, da niso žrtve, ampak da pač, lej, stvari se dogajajo zaradi tega, da gremo naprej, pač brca v rit. In vesolje te brcne v rit najprej mal, lahko rečemo temu tudi Bog, kreator, veliki programer, karkoli pač rečemo. Najprej je mogoče to, ne, tako, potem je pa... Če ne razumeš, je pa hujša lekcija. Ja, in je vedno hujša, in je vedno hujša. Se pravi, če se ti v lifeu dogajajo same stvari, ki so zelo hude, ja pa da je že enkrat dojem, nekaj ti hoče vesolje sporočiti, dojem kaj. In dejansko Darilo teme govori o tem, da so stvari, situacije, tudi bolezni in tako naprej. Kaj je zadaj sporočilo? Se pravi, kaj je zadaj sporočilo? Ti to vidiš kot nekaj groznega, katastrofalnega, ampak kaj je zadaj sporočilo? Kaj to dejansko pomeni? Kad to ugotoviš, pol hitro napreduješ. Potem se začne transformacija. Ja, pa sam gas. Podzavesti in vzorcev in vsega. Vse ti to z ljudmi delaš na koncu pri individualnih. Pa evo, to ti je to. To je to, ja. Zdaj pa lahko rečeš temu, kakor hočeš, ampak dejstvo je, da to te osvobodi. Tako, na koncu je cilj svoboda na vseh nivojih. Spontanost, razigranost. Tako. Torej, dejva nagradno vprašanje za to knjigo, no? Za naše gledalke in gledalce. Kako živeti v obilju oziroma karkoli drugega, mogoče kaj bi dala za vprašanje. Aha, za nagradno vprašanje. Za nagradno vprašanje, ja. Predlagam, da ljudje napišejo, kaj je njihova definicija obilja. Aha. Torej, obilje, kaj je zate obilje? Zaradi tega, ker zame je obilje to, da si sama zberem, kdaj bom šla na potovanje, na dopust, kakorkoli pa že. Kaj je zate? Za enega je obilje to, da ima Maseratija. Za enega je obilje to, da ima novo obleko. Za enega je obilje to, da živi v naravi. Pač, kaj je... Da ima lepe odnose, recimo. Tako. Se pravi, obilje ni samo denar, ampak je celo življenje. Se pravi, kaj ti dojemaš, kdaj začutiš vibracijo obilja. Recimo, kad dežuje, je izjemno obilje dežnih kapljic, vsaka ima svoje sporočilo, vemo, kaj voda je, ne? Oziroma ne vemo, kaj je, vemo pa, da je veliko več, kot kar mislimo. Skratka, kdaj ljudje doživljajo to stanje obilja? Pa ne pisati obilje ukrepov. Tega imamo že vsi preveč, ne? Je neko obilje, ki prinaša določene koristi. Najboljša dela tega sveta. Kdaj so nastala? Med takim sranjem, kot je zdaj. To, kar se zdaj dogaja. Ne? Da. Torej je spet ena tema, ne? V kateri lahko prepoznamo nekaj dobrega in nekaj iz tega naredimo. Ne? Veš, kaj mi je zanimivo? Poznam dve vrsti ljudi. Eni mi rečejo, ma te izolacije, pa te zadeve,
pa zakon. Meni je tukaj fajn, une knjige sem prebral, to sem napisal, uno sem naredil, zrihtal sem si doma, feng shui sem poštimal, wow. Potem imaš pa drugo sorto ljudi, ki pa dejansko ne čutim svobode, tišči me, anksioznost, kaj bo, negotovost in tako naprej. Čakaj malo, mi živimo v isti državi. Kaj je zdaj finta, da en doživlja to, drug pa doživlja drugo? Čem je zdaj finta? A veš, v čem je finta? Jaz rečem takole, imamo dva kroga, a ne? V enem krogu so stvari, na katere imamo vpliv. In v širšem krogu so stvari, na katerega nimamo vpliva. Zdaj pa, uspešni ljudje se bojo ukvarjali bolj s tistim, na kar imajo vpliv. To sem glih danes, Zvezdanino oddajo sem gledala, kaj je imela tegale enega doktor Kenana. Tukaj dobro je to povedal. Se pravi, ne se tukaj ukvarjati s stvarmi, na katere nimaš vpliva. Ja, valjda, sej pogledaš, da si moraš dati na gobčni gor ali ne, ne? Ampak, ne? Dej se ukvarjati s tistimi stvarmi, na katere imaš vpliv. In na kaj imaš vpliv? Vpliv imaš na to, kakšno vodo piješ, kakšen zrak dihaš, kaj si boš dal gor, do koga boš danes prijazen, pa do koga boš nadrkan. To so naše odločitve. Dajmo fokus na to. Torej, tisto, kar imamo vpliv, to je tisti ključ, ne? In ostalo pač je, kakor je, ne? Tako da tisto, čemur dajemo pa pozornost, to raste, ne? In tega je več. Super, odlično. Imava še 3 minute, sem izporočil z režije, tako da mogoče za ta zaključni del, no, dejansko praviš, da si vodja, ne šefa, ne? Da v bistvu deluješ drugače kot ostali. Mogoče kakšna beseda še na to temo? V oddaji Klepet ob kavi spoznavam vabim tudi ogromno nekih podjetnikov, tudi podjetnic, predvsem podjetnic, ki delujejo drugače. In vem, oziroma slišala sem, da ravno to počnete tudi na Ljubljana TV, kar je krasno, čudovito, vrhunsko. In to je zdaj nov svet. Tako bomo živeli, to je naša prihodnost. Se pravi, vodja se mora spraševati, kako bo podprl vse tiste, ki delajo za to podjetje, zaradi tega, da bojo oni lahko podprli podjetje. Se pravi, jih bo poslušal in bo skušal narediti delovne pogoje, zadovoljstvo in vse ostale, zato da bo najboljši. In zelo velikokrat vodje ugotovijo, da sploh ni denar tista finta, zaradi katere se nekdo dobro počuti v svoji službi. Ampak so odnosi. Je energy in sense of community, občutek, da delaš za nekaj več, da svojim delom ne zastrupljaš še več ljudi, ki so že itak zastrupljeni, ampak da prispevaš nekaj, zaradi nečesa lahko človek živi boljše. Zaradi tega, da prepoznaš svojo lastno vrednost. Vrednost, višjo vrednost, ki je več kot to, da boš ti imel dosti keša, da si boš kupil. Kaj smo prej omenili, Maseratija? Karkoli že. Karkoli že. Okay. Moram pa tule poudariti. Prej smo omenila, kako pomemben je čas povezovanja in koliko nore stvari se dejansko dogajajo. Resnično to opazujem in zelo sem hvaležna za to povabilo na Ljubljana TV, kajti vem, da zadaj stoji ena izjemna ženska, tudi ženska, in sam si verjetno opazil, da ženske na pozicijah, kjer vodijo določeno stvar, verjetno si opazil, da nam gre zelo dobro. Zaradi tega, ker imamo malo tukaj širše antene, predvsem pa se futramo tudi za nečim drugim in na drugačen način pristopamo. Tako da vsekakor bi spodbudila ženske, da se postavimo zase, da vodimo, ampak ne na moški način. Ker mi z moškimi ne moramo tekmovati, ker ne moramo biti v polni moči moški, ker smo se rodile v ženskem telesu. Ampak lahko pa delujemo na ženski način in kadar delujemo na ženski način, bomo dejansko naredili največ in se bodo tudi moški počutili neogrožene, ampak dobre, podprte in to je to. Mi si želimo biti podprte in oni si želijo biti podprti. Tako da jaz sem zelo hvaležna in spodbujam ženske, da se podajo na to pot. Ampak z žensko energijo, ne z moško. Tako je. Torej yin energija, ne? In to srčno vodenje z enim sočutjem, z eno toplino v harmoniji. Yes.
to je prihodnost. Super. Vsekakor. In seveda, Dejan, hvala tudi tebi za tole povabilo. Res kapo dol za vse, kar počneš. Že nekaj let nazaj, ko si bil prvič v moji oddaji, sem se spomnim, ko sem si rekla takrat, Madonna, sem vesela, da je prišel v mojo oddajo, zaradi tega, ker ne vem, če bo tale ostal v Sloveniji, ker pritiski bojo veliki na njega, gledali ga bojo marsikje, kakor za čudaka ga bojo mogoče imeli, ker znanja niso še vsi pripravljeni na ta znanja, ki jih dejansko Dejan ima, ampak ostal si v Sloveniji in hvala ti, ker si. Hvala, enako lahko rečem, res velike stvari delaš, res moj poklon in spoštovanje. Tako da sem res vesel, no, da sva danes tukaj naredila to oddajo in da sva morda prebudila še koga. No. Tako, vsekakor. Zdaj sva drugega pohvala, to je to, konc oddaje. Tako smo na koncu, so mi rekli, da rabimo zaključiti, tako da hvala ti še enkrat. Hvala tudi vam, drage gledalke, gledalci, ker ste bili to prvo sezono oddaje Prebujeno srce Slovenije tukaj z mano in z mojimi gosti. Tako da verjamem, da se vidimo na jesen. Hvala vam, ker ste bili torej z nami in se gledamo. Uživajte.